Politične stranke že razmišljajo o jesenskih lokalnih volitvah. Organizatorji Piva in cvetja obljubljajo 50. jubilejni festival presežkov. Rogaška Slatina je bogatejša za mestno galerijo. Nogometaši Rudarja želijo v novi sezoni ponoviti lanske dosežke. Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v današnjih dogodkih dneva na televiziji Celje. Rezultati predčasnih državnozborskih volitev v Sloveniji ostajajo tema številka 1. Za politične stranke v poletnem obdobju veliko časa za počitnice ne bo, saj se želijo temeljito pripraviti na lokalne volitve, ki bodo v nedeljo 5. oktobra. Poglejmo, kaj od jesenskih volitev pričakujejo v nekaterih strankah, ki so se v nedeljo uspele prebiti v državni zbor. Sedaj bomo seveda začeli zelo močno delati na lokalnih odborih, ki še niso ustanovljeni, kar je seveda jasno, ker sama stranka je najprej delala sedaj na državnem nivoju. Mi vsi skupaj se bomo zavzemali, da dobimo kar najboljše kandidate, tako za župana, kot pa tudi za kandidate za svetnike, za svet. Lokalne volitve so nekoliko bolj orientirane na posameznike, na ljudi, ki jih ljudje nekoliko bolj poznajo. In mislim, da smo zaupanje, ki smo ga v tem okolju nekako spostavili, da ga bomo potrdili tudi pri volivcih. Mi vsako leto v Celju dosegamo boljše rezultate in mislim, da bomo s tem skušali tudi nadaljevati že v jesen na lokalnih volitvah. Mi imamo danes v mestni občini 6 svetnikov in računamo, da bi nam ta rezultat oziroma takšno kvalitetno delo naprej tudi dalo takšno število mestnih svetnikov v bodoče. Konkretno glede Celja se pogovarjamo, smo se začeli pogovarjati z raznimi strankami, ki imajo relativno podobne programe, kot je naš. Zelo verjetno ne bomo nastopili samostojno, zelo verjetno v kakšni povezavi. Ne vemo pa še točno kako, zaradi tega, ker na lokalni ravni je seveda drugače kot na državni. Na lokalni ravni se pogovarjaš o projektih, o razvoju občine, regije in tako dalje. To je popolnoma nekaj drugega kot na nacionalni ravni. V pivovarni Laško je glavni organizator in pokrovitelj festivala Pivo in cvetje za letošnje jubilejno 50. izvedbo prireditve napovedal in napoveduje vrsto presežkov. Po mnenju organizatorjev bodo obiskovalci deležni najboljšega programa, spremljevalne ponudbe, organizacije in logistike doslej. Sredin večer bo v Laškem že po tradiciji namenjen Dnevu Laščanov, uradna otvoritev festivala, ki se bo zaključil v nedeljo 20. julija pa bo v četrtek zvečer. Na 3 velikih odrih bo nastopilo več kot 50 domačih in tujih glasbenikov. Dogajanje v Laškem bo še naprej brezplačno. Na prizorišču v Jagočah, kjer se bodo med drugim predstavili Elvis Jackson, Bajaga, Parni Valjak, Šank Rock, George Clinton in Trigger Finger, pa bodo vstopnice cenejše kot na primerljivih dogodkih doma in v tujini. Tudi letos bodo organizatorji poskrbeli za parado Pivo in cvetje, povorko godb, razstavo cvetja, ognjemet in ohcet po stari šegi. Rogaška Slatina je bogatejša za mestno galerijo, ki domuje v tamkajšnjem kulturnem centru. Za prvo razstavo, ki bo na ogled do 2. septembra, so izbrali 100-letnico stavbe, v kateri domuje slatinska občinska uprava. Kulturna ponudba v zdraviliškem mestu že doslej ni bila borna. Kako je prišlo do odločitve, da Rogaška Slatina dobi novo prizorišče? Pred 10 leti smo odprli Anino galerijo od Slatinski promenadi. Leta 2009 pa smo zgradili novo knjižnico, kar pomeni, da so se izpraznili tile prostori v kulturnem centru. V mestnem času smo iskali vsebine, ki bi bile primerne, da bi ponovno zapolnile kulturni centre in med njimi se nam je zdela zelo primerna tudi nova, še ena, torej mestna galerija. In te prostore smo sedaj obnovili in jih namenili za mestno galerijo, bodo pa več namenski, služili bodo tudi potrebam cateringa za vsebine v glavni dvorani, prav tako pa si obetamo več glasbenih dogodkov tudi v tej mestni galeriji.
Mi bomo nekaj časa spremljali potrebe po 2 galerijah v Rogaški Slatini in ugotovili, ali je zadosti želja, potreb umetnikov, kvalitetnih izvajalcev in se potem tudi odločili, kako naprej. Za preureditev prostorov, kjer je pred leti gostovala knjižnica, so namenili zgolj proračunska sredstva, skupno 72 tisočakov. V tem trenutku pa smo za preureditev prostorov zagotovili 55 tisoč evrov iz občinskega proračuna, prav tako pa smo v sklopu tega projekta zagotovili tudi dostopno rampo za invalide iz vhoda pred kulturnim centrom v glavno dvorano. Z novo pridobitvijo potrebe po vlaganju v Slatinski kulturni center še niso zadovoljene. No, v tem trenutku kulturni center nujno ne potrebuje energetske sanacije, saj je izolirana fasada in tudi ostali elementi, vendar pa zgrajen je bil pred 30 leti in kolikor bo obstajala možnost tudi v prihodnje, da bi se lahko pridobila evropska sredstva za energetske sanacije javnih objektov, bomo se tega lotili tudi mi. Mi smo sicer želeli v kulturnem centru realizirati projekt Kulturno-mladinski center, vendar pa, kot vemo, je tu kar zanimiva zgodba z Ministrstvom za kulturo. Ne vemo še, v kakšni smeri se bo zaključil ta projekt, ampak ne glede na to, zaenkrat je kulturni center popolnjen in lahko v celoti ustvarja kulturno dejavnost za potrebe naše občine. In kakšni dogodki se bodo odvijali v mestni galeriji? To je ena nova pridobitev za Rogaško kot takšno, kot kulturni center. Poglejte, vsebine bojo zelo različne. Od umetniških, kulturnih prireditev, že samo ime galerija govori o tem, da bomo dejansko posvečali tudi veliko pozornost galerijski dejavnosti. Sam prostor bo pa seveda namenjen tudi ostalim prireditvam, kulturnim in glasbenim. Impozanten objekt, kjer je sedež občine Rogaška Slatina, je letos star 100 let. Leta 1914 je bil odprt kot železničarski dom, samo za občinske potrebe pa deluje zadnji 2 desetletji. Več kot 2000 Jehovih prič se je konec tedna zbralo na 3-dnevnem zborovanju na Celjskem sejmu. Letošnja tema zborovanja je bila Iščite najprej Božje kraljestvo. Z njo pa so želeli prisotnim predstaviti pozitivne vplive kraljestva na naše življenje. Zbrali smo se iz cele Slovenije, Jehove priče. Pričakuje se, da nas bo okoli 2000, kjer se učimo o temi Iščite najprej Božje kraljestvo. Namen tega zborovanja je, da skozi pouk, katerega dobimo, lahko v vsakodnevnem življenju se lažje spopadamo z vsakodnevnimi skrbmi. Razen tu v Sloveniji, tudi po celem svetu so takšna večja zborovanja in z istim poukom, kakršnega imamo mi tukaj danes. Čez 3 dni se bo z uvodno tekmo prvega kroga med Celjem in Zavrčem začela nova tekmovalna sezona v prvi slovenski nogometni ligi. V novi sezoni bodo poleg omenjenih 2 ekip še Maribor, Olimpija, Domžale, Koper, Gorica, Krka, Radomlje in Velenjski Rudar. Ta je pretekli teden izpadel iz kvalifikacij za Ligo Evropa, zdaj pa vse misli usmerja v novo sezono državnega prvenstva, kjer ima spet visoke cilje. Velenjčanom izpad iz Evrope ni pokvaril vzdušja. Moštvo trenerja Jerneja Javornika še naprej zavzeto trenira in se na trenutke v muhastem vremenu, a v odličnem vzdušju pripravlja na novo sezono ligaškega dela tekmovanja. Vzdušje je zmeraj bilo dobro, zdaj vzdušje delajo rezultati. Če ni rezultatov, sigurno, da ne bomo tako veseli, ampak šli bomo z tekme na tekmo in poskušali vsako tekmo zmagati, na to bomo videli, kam nas bo to pripeljalo. Rudar je sicer novo sezono že odprl z evropskima tekmama proti albanski ekipi Lači, ko na obeh tekmah ni izgubil, napredovanje pa so mu preprečile 11-metrovke. Dobro, res je, nismo izgubili tekme niti v Celju, niti v Lačiju, ampak na koncu so 11-metrovke odločale in mi smo isti trenutek pozabili na to, pač nam ni uspelo, mogoče tudi botrovalo to, da smo oslabljeni, ampak ne glede na vse, je izpadla boljša ekipa, ampak 11-metrovke so loterija in v tej loteriji je bil srečnejši Lači.
Je pa ta Evropa izkušnja za naprej. Sigurno, konec koncev odigrali smo tekmo, ki jo ne odigraš v bistvu vsak dan, ki jo čakaš celo leto. Žal nam je, da nismo šli naprej, ampak ne glede na vse, sedaj se lahko v miru pripravimo na prvenstvo. In kje so v vzdihljajih priprav še rezerve v velenjskem moštvu? Pa zmeraj so rezerve, v bistvu vsako tekmo lahko odigraš boljše. Mi bomo poskušali to sezono še nadgraditi to, kar smo delali v prejšnji, konec koncev nekaj bo novih obrazov, to se pravi nekaj igralcev, ki so igrali lani v drugi ligi v Šmartnem in s tem kadrom, ki ga imamo, upamo, da bomo dobro štartali. Rajko Rotman, Kristjan Bubalović in Matej Podlogar so, kot je že nekaj časa jasno, preteklost, saj so zamenjali sredine. Njihova odsotnost se bo poznala, a? Sigurno se vsakega da nadomestiti. Konec koncev bodo drugi dobili šanso, ki jo v bistvu nestrpno čakajo in upam, da jo bodo izkoristili. Sigurno, da se moramo še uigrati glede teh igralcev, ki lansko sezono niso igrali, ampak pričakujem, da bomo igrali dober nogomet in ne glede na vse upam, da bomo uspešni. Igralce Rudarja že v uvodnem prvenstvenem krogu čaka velika tekma. Sobotni obračun z državnim prvakom Mariborom, ki bo v Ljudskem vrtu. Maribor je daleč najboljša ekipa v Sloveniji, to vsi vemo, Maribor je favorit. Mi bomo poskušali odigrati dobro tekmo, poskušali v bistvu presenetiti Maribora. Vse bomo naredili, da prijemo neporaženi iz Maribora. Lahko na Maribor vpliva ta evropska tekma? Boste morda to poizkušali izkoristiti? Dobro, zdaj, ko je v bistvu prvenstvo v začetni fazi, ker smo šele na začetku, traja nekaj kol, da ekipe olovijo tekmovalno formo. Sigurno, da je Mariboru prioriteta Evropa, ampak ne glede to, ima Maribor širok kader, ki v bistvu lahko zamenja utrujene igralce in konec koncev mi smo že lani pokazali, da lahko presenetimo Maribora in bomo poskušali to isto letošnjo sezono. V Velenju si seveda želijo, da bi bili igralci skozi sezono zdravi, da ne bi poškodbe povzročale sivih las. Trenutno sta na listi poškodovanih David Kašnik in Aleš Jeseničnik. Kako pa v sezono? Mi bomo šli tekmo po tekmo in poskušali biti uspešni na vsaki tekmi. Kar se tiče drugih ekip, je bilo nekaj sprememb, tako da se bo v bistvu po 4-5 kolih videlo, kam spadamo in vsekakor je pa vsako prvenstvo je zgodba za sebe. Prvenstvo je maraton, ni šprint na 100 metrov, tako da v bistvu mi bomo res imeli velik motiv in šli v prvenstvo z namenom, da zmagamo vsako tekmo. Sobotni obračun Maribora in Rudarja se bo začel ob 20:05. Jutri bo po večini sončno, popoldne pa lahko še nastane kakšna nevihta. Ponekod bo pihal severni do severovzhodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 24 do 29 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo večinoma sončno, možnost popoldanskih neviht pa bo majhna. To je bilo tudi vse, kar se tiče današnjih dogodkov dneva. Če vas zanima, kaj pripravljamo za jutri, pa nam sledite spet čez 24 ur. Hvala za pozornost in lep večer še naprej.
Thank you.